Miha, čau. Zdravo. Čau. Kako je kava? Odlično, super. Ne piješ, zdravo ješ, vse zdravo, ne? Piješ pa kavo. Pijem pa kavo, tako je. Zakaj pa? Predvsem zato, ker sem v zadnjem času ugotovil, da mi pomaga biti še bolj fokusiran. In ko si prej omenil, da ne pijem, da poskušam zdravo, oziroma da zdravo jem, bi omenil, da v bistvu se trudim, kar se da zdravo živeti. Ne, se malo se hecam. Ja, okay. Se ne vem, kakšno je znanstveno zdaj nekako mnenje glede kave. Za ene stvari je ful zdrava, neki antioksidanti so, ne? Ja. Iz otroštva se pa spomnim, da je dostikrat bilo rečeno, da ni toliko zdrava, ne? Zelo podobno kot za številne druge stvari v svetu zdravega življenjskega sloga, se srečata dve strani. In zanimivo je, da sta obe te strani podprte s številnimi raziskavami. In v bistvu ljudje so spet precej izbegani, ali ja ali ne, nekateri zdaj kavi dodajajo vse možne dodatke, drugi klasično kavo menjajo z drugimi napitki. In v bistvu se mi zdi, da je spet tako neka zmernost pa prisluhen svojemu telesu. Če opaziš, da ti kava naredi več slabega kot dobrega, potem je mogoče čas, da stvari malo prilagodiš, zamenjaš, stestiraš še kaj drugega. Ja, meni tudi ful paše, ne. Sem pa imel enkrat tako izkušnjo, da sem malo pretiraval z njo, saj mogoče se vsakmu to zgodi v življenju. Skoraj sigurno. Moraš iti res do ekstrema, da pol vidiš, tukaj je ta meja, pa grem pa nazaj, ne. In sicer bil sem na Tajskem in sem pil tiste cold brew, se reče, ne, se pravi, kako bi to Hladno varjene. Ja, hladno varjene, mogoče. Ja. In v bistvu zanj sem gledal, koliko ima kofeina v bistvu ta kava, ne, in je lahko tudi po 300, ne. In jaz sem pa teh kav pil, ne vem, 4 na dan, ne. Okay. In dejansko sem začel čutiti na srcu, na stresu, čudne stvari so se začele dogajati, ne. Kofein je tudi neka taka droga, ne. Je, pa v bistvu tudi zanimivo je to, da recimo večina ga oziroma jo uživa z določenim namenom, predvsem zaradi same koncentracije, ampak tako kot tega konzumiramo preveč, začnemo občutiti kontraefekt. Malo se tresijo roke, utripu skoč, smo nervozni in praktično se odmikamo od tistega, čemu smo sploh prišli v osnovi. Ja, res je. Mi dva sva v bistvu skupaj v enem poslovnem klubu se spoznala, ki ga vodi tudi Jani Pravdič, ki je bil tudi enkrat gost na temle podcastu. In v bistvu ti si se priključil temu klubu s svojima dvema poslovnima partnerjema, ki ste naredili skupaj portal Poslovna postava. Ne? Popolna postava, tako je. Sem rekel poslovna. Tako je. V bistvu z Jakom in z Matejem smo približno več kot 5 let nazaj začeli z neko skupno zgodbo. Ta zgodba je zelo tesno povezana z zdravim življenjskim slogom. Predvsem zato, ker smo opazili, da je bilo že v tistem času en kup enih informacij, ki niso imele neke prave osnove. In opazili smo, da je potencial, da lahko pomagamo ljudem, če se tega projekta lotimo celostno. Večina ostalih je to tako počela zelo na hitro, dotikali so se samo določenih elementov zdravega življenjskega sloga, niso pa vsega spravili v neko strategijo, ki bi lahko ljudem dejansko pomagala zaživeti bolj polno zdravo življenje. In izkazalo se je, da so ljudje potrebovali točno to. Neke preverjene, predvsem pa uporabne informacije, ki jih lahko načeloma zelo hitro vpeljemo v svoj življenjski slog, predvsem pa pomembno, da zelo hitro opazimo pozitivne spremembe in zato bistveno lažje temu sledimo skozi daljše časovno obdobje. A ti si pred ustanovitvijo tega portala že deloval na tem področju kot trener? Jaz sem se v bistvu sam ukvarjal z športom, poskušal zdravo živeti in v bistvu z Matejem sva hodila na isto srednjo šolo, gimnazija Kranj. Tam sem se v bistvu spoznala in Matej je čez čas dobil to idejo, da bi se lahko zadeva spravila v neko celoto. Me je povabil zraven. Jaka je v tistem času že imel ogromno znanja iz audio-video produkcije in praktično smo se dobili 3 posamezniki, vsak iz svojega področja, Matej seveda strokovnjak na področju marketinga in smo zato lahko zadevo spravili v pogon. Kako pa v bistvu, kdaj si začel
čutiti pri tem projektu, zdaj pa uspešen ta projekt, ali pa zdaj sem jaz uspešen. To me v bistvu zanima, bolj tako osebno. Zdaj lahko ločva predvsem te dve stvari, uspešen projekt pa uspešen jaz. Predvsem zato, ker projekt je postal uspešen takrat, ko so ljudje prihajali s pozitivnimi feedbacki, to je to, kar smo potrebovali. Dobili smo številne zgodbe o uspešnih preobrazbah, premagale so se določene bolezni, stanja in tako naprej. In to je bil dokaz, da smo na pravi poti, če lahko tako rečeva. Zdaj, kar se tiče samega uspeha, imam jaz v bistvu tako zelo, mogoče malo svojo opcijo razmišljanja. In zdi se mi, da v bistvu bi na ta način veliko ljudi lahko dosegli še več. In sicer uspeha ne smatram kot neko končno točko, se pravi, tudi če si ti na nekem področju prvi, ni rečeno, da si uspešen, po mojem mnenju. Uspešen si šele takrat, ko dejansko izkoristiš vse možne opcije, da je tvoj potencial maksimalno izkoriščen. Moramo se zavedati pač, da smo izpostavljeni različnim okoljem, da živimo različne zgodbe in roko na srce, že od samega štarta imamo različne izhodišča. In v bistvu, kar sem jaz opazil pri sebi, iskreno povedano, sem v tej zgodbi prišel tudi do tega, da sem se mogoče v smislu posla začel primerjati z ostalimi, pa hitro lahko ugotoviš, da te to pelje stran od tistega bistva. Ker spet, če se primerjam s tistimi, ki dejansko so uspešni po kriteriju večine, bi potem lahko sklepal, a se to sploh splača početi. Razume me samo 2 milijona posameznikov, nekoga razume toliko in toliko milijonov. In zato sem se odločil pač, da iz tega stališča je smiselno izvleči to, da če jaz vsak dan dejansko naredim vse, kar lahko, zato da sledim svoji viziji in s to vizijo pomagam ostalim, potem je konec dneva pač moja naloga uspešno zaključena in sem uspešen. In če sem se v tem dnevu mogoče še nekaj dodatnega naučil, pika na i. Kaj pa je tvoja vizija, v bistvu tvoja, ne od podjetja, ampak kaj je v bistvu tvoja vizija osebna? Zdaj v bistvu moja osebna vizija se zelo sklada z vizijo podjetja, ker v bistvu tisto, kar jaz sam skušam doseči in tudi predati ostalim, je način, kako lahko svoj življenjski slog zoptimiziramo do maksimuma, da smo učinkoviti pri stvarih, ki jih počnemo. Zdaj ni važno, kaj počneš ti, kaj počnem jaz, če želiva biti midva kar se da uspešna, je zdrav življenjski slog osnova. To je stvar, preko katere ne bo šlo. In tukaj je v bistvu en izjemen potencial, ki ga večina mogoče spregleda. Še posebej, če na svojih področjih že vidijo določen uspeh in reče, se ostalih stvari pa meni treba početi. Dosegam tisto, kar si želim, ne rabim dosti spati, ne rabim zdravo jesti, lahko se zabavam. Si nekaj dosegel, zakaj ne bi iz svoje priložnosti izvlekel še več? A zaradi energije misliš, da ne more tega svojega potenciala maksimizirati, ker ima nezdrav življenjski slog in zaradi tega mu primanjkuje energije, recimo? Ne samo energije, tudi sposobnosti razmišljanja, ustvarjanja, sposobnosti učinkovitega komuniciranja. Vse to se mi zdi povezano pač z zdravim posameznikom. Nekdo, ki je pač stabilen, ki je miren, ki ima dovolj energije, lahko v teh stresnih situacijah bistveno lažje pač najde neko tisto pravo različico, da povleče prave poteze. Tisto mi je bilo zelo zanimivo, ker si rekel, da sta dve različni stvari, ali je podjetje uspešno, ali projekt, ali pa jaz. Se pravi, projekt je verjetno uspešen. Projekt je uspešen. Kako pa ti sebe dojemaš? Sam sebe pa, tako kot sem rekel, dolgo časa se nisem smatral za uspešnega. Zakaj? Zato sem se primerjal z ostalimi. V današnjem svetu se zelo hitro ujamemo v številke. In te številke, ko se začneš primerjati z ostalimi, so... Kaj pa si primerjal? Lahko recimo rečeva številke uspešnih preobrazb, mailing baze, ki jih imajo ostali, ki delajo na podobnem področju, število posameznikov, ki sledi določeni osebi in tako naprej. In v bistvu se začneš spraševati, a mogoče moje vsebine niso toliko kvalitetne, pa je kriva moja poteza oziroma moje početje,
ali je mogoče kaj drugega. In ko se pač umakneš malo nazaj, pa na vse skupaj pogledaš za eno distanco, hitro ugotoviš, ok, delamo super, vsebine so kvalitetne, vsebine so učinkovite in tako, kot sem prej rekel, pač živimo v drugačnem okolju in tega se je treba dan za dnem zavedati, ker drugače lahko zelo hitro jameš v neko spiralo teh primerjav. Ja, se tisti kvot je zelo zanimiv. Primerjanje mati vse nesreče ali nekaj tazga podobnega. Zanimivo je pa tudi to, na drugi strani pa pozabimo na drug ekstrema. Posamezniki, ki se toliko in toliko časa trudijo, posamezniki, ki nimajo opcij, ki jih imamo mi, ki živijo v takšnih in drugačnih okoliščinah, in bi recimo dali vse za to, da bi lahko v miru ustvarjali, da bi lahko pomagali, da bi imeli okrog sebe pač posameznike z neko podobno vizijo in hitro vidimo, kje dejansko smo. A si se kdaj ujel v ta loop, vprašanje bo malo bolj osebna tudi kdaj, ampak tako, kar mi sproti prej, si se kdaj ujel v ta loop na Instagramu recimo, Ja. Se pravi primerjanje kakšnih profilov, a so to fitness trenerji, glede sledilcev, Iskreno ne samo kdaj. Aha, okay. Stvar oba veva, da je pač taka, da te zelo hitro zasvoji. In v bistvu verjetno je to v ozadju želja posameznikov, ki so to postavili. In ko to začneš enkrat početi, pač temu ni konca. To je masa in masa ljudi. Vseh možnih nasvetov, vseh možnih vsebin in v bistvu ti lahko vzame ogromno fokusa. To je pa spet tisto, kar je po mojem mnenju v današnjem času ena od velikih pomanjkljivosti. Kako se ti je pa kazalo to, recimo, a si hotel imeti toliko pa toliko followerjev, ali si gledal kakšne druge ljudi, ki imajo več lajkov, je bilo kaj tako konkretnega? Ja, recimo, lahko, to so ene od teh stvari, predvsem recimo odziv na določene vsebine, ko nekdo izpostavi, ok, moj mail je bil poslan na toliko in toliko naslovov in s tem sem pomagal toliko in tolikim posameznikom, rečeš, to bi tudi jaz, In zelo hitro se pač teh opcij je neomejeno, od delitev do lajkov, do mailinga, tako kot sem omenil, kar te v bistvu odmakne od bistva popolnoma. Kakšna pa je tvoja tako osebna filozofija v življenju? Verjetno si jih parkrat menil, tako kot jaz, ampak zdaj trenutna, lahko je tudi kaj, kar ni čisto tvoje osebnega, ali pa nekaj, da si prebral. Počem se zdaj, kaj ti je najbolj blizu zdaj? Ne bom rekel, da mi je najbolj blizu, ampak se trudim, da mi postane kar se da blizu. Pred približno pol leta sem se začel srečavati z vsebinami, ki so povezane z stoicizmom in v bistvu eden od konceptov, ki mi je v zadnjem času postal zelo ljub, amor fati, se pravi, da se vse zgodi z razlogom za nekaj dobrega, če že ne za dobrega, pa nujnega. In v bistvu to prepričanje o sami sreči in o tem in sploh občutku je v bistvu tisto, ki po mojem mnenju slepi številne posameznike. Zdi se mi pomembno, da se pač zavemo dejstva, da je treba ločati med srečo in vzhičenostjo, ker vsi bi se vsak dan radi zbudili in sploh in začeli dan in ta dan bi bil od začetka do konca popoln, ampak oba veva, da to ne gre oziroma da to po vsej verjetnosti ni bistvo, ker že sam organizem tega ne bi vzdržal. In v bistvu ta trening, da se ti skozi dan probaš večkrat spomniti, nisem samo jaz, tukaj je neka celota in se dogajajo stvari tako, kot se dogajajo, je tisto, kar poskušam v zadnjem času sprejeti. Predvsem zato, ker se mi zdi, da bo ta način razmišljanja imel pozitiven učinek tako na moje pač osebno življenje, kot tudi na sam projekt. Mogoče tudi ta drugi del te filozofije, če lahko tako rečeva, ki je povezan z vplivom na situacije. To mi je tudi v bistvu zelo zanimivo, kaj je tisto, na kar lahko vplivamo in kaj je tisto, kar pač ni v naših rokah. Ker lahko vidimo, da se pač ogromno posameznikov tekom dneva zgublja v enih takih povprečnih, nepomembnih dogodkih
Zato zgublja ogromno energije, čeprav pač na te dogodke ne uspejo vplivati. Recimo vreme, banalen primer. Koliko pogovora okrog vremena, koliko ene slabe volje, a ne? Pa vsi vemo, da je to pač narava in stvari se odvijajo tako, kot se odvijajo. Ja, najpogosteje se mi zdi pri ljudeh, da se ukvarjajo s tem, da želijo spreminjati, kako se drugi obnašajo, ali pa želijo spreminjati druge. Ne? Ja. Se pravi, tukaj lahko rečeva, na nek način imamo vpliv, ne? Ampak medčloveški odnosi so to kompleksna stvar, da mi po moje ne bomo mogli to prirediti na svoj način. Ne? Recimo jaz prijem domov in punca se ne obnaša tako, kot si bi jaz želel, da se obnaša. Ne? In tukaj se mi zdi, da je po mojem mnenju največ energije izgubljene, ko se ukvarjamo z drugimi ljudmi. Ja. V bistvu pa ne pogledamo nase. Ne? V bistvu smo zelo naivni oziroma sebični, ker zdaj, kot si omenil, se pravi, ko punca pride domov, imaš ti željo, kako bi se obnašala. Ko je v službi, ima nekdo drug željo, kako bi se obnašala. Ne? In v bistvu je to praktično nemogoče, razen če bi manipulirali praktično ves čas. Sam ne bi mogli popolno manipulirati, ne? Ker je zelo kompleksno to. Ne? Tako. Trudimo se. Ja, poleg tega je pa mogoče težko, oziroma verjetno je težko priznati sebi, da težava ni v drugi osebi, ampak je verjetno težava v nas samih oziroma v našem pogledu. To je v bistvu tudi ena od takih stvari, ki marsikaj spremeni, ko se tega začnemo zavedati. Spet, ni zdaj to tako, da se jaz tega vedno zavedam, ampak delam na tem, da se probam večkrat v tem ujeti. Zato, ker konec koncev imamo v življenju drugačne cilje. Pomembne so nam druge stvari. Nekdo zelo ceni čas, nekdo zelo ceni pogovor in treba se je zavedati, da so na drugi strani drugi ljudje in je verjetno super, če pogledamo na samo situacijo iz večjih strani. Si vzamemo čas in poskušamo priti blizu osebi, s katero želimo pač ustvariti nek odnos, komunicirati, pa ni to zdaj važno, ali je v odnosu, v ekipi, podjetju. Ja, zelo zanimivo mi je bilo tudi to, kar si rekel, razlika med to srečo pa euforijo, ali kako si ti rekel? Vzhičenost. Ja. Ali pa lahko rečemo temu užitek. S tem sem se dosti ukvarjal, pa recimo čez 2 tedna bi mogel imeti neko predavanje, ki je odpadlo zaradi situacije z virusom. In glih o tem sem hotel govoriti, o tem, kako naša družba nekako enači to dvoje, ali pa smo zmedeni glede tega, kaj je užitek, kaj je sreča. Ne? In v bistvu stvari si lahko užitek si lahko kupimo, mislimo pa, da si bomo kupili srečo. Okay. In v bistvu, če se začnemo zavedati, da si sreče ne moramo kupiti, dejansko si ne moramo kupiti. Ja. In če nekako ločimo pri sebi v glavi te dve stvari, se pravi, eno je užitek, eno je sreča. In tukaj lagreva tudi na področje hrane, na področje Instagram followerjev in vsega. Vse je to hlastanje za užitkom. Ja. In tukaj močno deluje ta hormon dopamin. In v bistvu to je zelo poenostavljeno, ampak dopamin prevlada nad serotoninom. Serotonin je pa hormon sreče. Ja. In takrat, ko se nam sproža dopamin, se nam znižuje serotonin. Bolj kot hlastamo za užitkom, bolj smo nesrečni. Čistko kemijsko. Ja. In zanimivo je pač, da vse te stvari vemo, so dokazane v bistvu, pa si tega ne upamo priznati oziroma nočemo priznati. Zakaj? Zato, ker smo odraščali v tem prepričanju, da ko dosežem to in to, bom v življenju srečen oziroma nesrečen. Ljudje si predstavljajo, da bodo vzhičeni. Ampak sem zadnjič zasledil eno zelo dober način razmišljanja. Da v bistvu, ko je vsega konec, hrepenimo po tistih najbolj povprečnih situacijah. Okay? Se pravi, tisto, kar se tebi danes zdi, da je najbolj bedno, povprečno, bo na koncu tisto, kar boš pogrešal. Da pride skozi vrata nekdo, ki ga imaš rad, da na ulici srečaš prijatelja, pa z njim skočiš na kavo. Te stvari so tiste, ki jih bomo pogrešali oziroma o katerih bomo sanjali. Verjetno ne bomo sanjali o tem, kako je bilo super, če bi še enkrat občutil, kako je bilo, ko sem dobil 10 000 subscriberja. Ne bo to.
Verjetno ne, ja. Tako da je to še ena taka stvar, na katero se lahko večkrat spomnimo, a ne? Pa si rečemo, to je to, mogoče si pa super vzeti čas, pa se pogovoriti s starši, ne samo hiteti skozi dan. Vse takih situacij je neomejeno, ampak konec koncev so tiste, ki imajo največjo težo, pa so praktično ves čas z nami. Ja, res je. Pa tudi to naše hlastanje potem, da bomo ok, ker zdaj nismo ok, ne? In to hlastanje za užitkom, ne, se dost vidi tudi v prehranjevanju, ne? Ker v bistvu imamo nek tak odnos do hrane, ki je zelo tak, kako bi rekel, odvisniški, ne? Ja. Verjetno to vidiš ti pri svojih strankah, ne? Tako. V bistvu hrana ni samo za prehranjevanje, pa zato, da bi organizem, ampak je čustveno prehranjevanje, ne? Definitivno. Zdaj v povezavi s tem čustvenim prehranjevanjem se zelo hitro ujamemo ta koncept, zakaj nekdo lahko, pa zakaj nekdo ne uspe, a ne? Nečesa doseči. Nekateri posamezniki na račun hrane dejansko razvijajo klasično odvisnost. Okay? In spet to je pač cilj oziroma načrt industrije, ker se zaveda, da s tem pač podpira samo sebe. In ljudje imajo do hrane napačen odnos. Okay? Se pravi, spet hrano gledajo samo kot neko orodje, s pomočjo katere lahko pride do točke, ko bodo zaradi recimo postave sprejeti od ostalih oziroma bodo zaradi tega dobili neko težo, kar je roko na srce popolnoma zgrešeno. In to je tudi razlog, da vsi iščejo neke hitre rešitve, namesto tega, da bi se vrnili k nekim osnovam. Okay? Ne vem, začnem z eno dieto oziroma načinom prehranjevanja, pa opazim ful dobre rezultate pri neki drugi, pa zamenjam in tako naprej. Seveda rezultata ni, okay? In ves čas smo ujeti v tem ciklu tiste ene fantastične rešitve, ki nas bo pripeljala do tega želenega cilja. In tako kot prej, ni poanta verjetno v cilju, oziroma skoraj sigurno ne. Hrana je tista, ki ima zelo tesno povezavo z našim počutjem, z našim delovanjem in to je tisto, zaradi česar bi se v osnovi morali ljudje kar se da zdravo prehranjevati. Kaj pa bi rekel, da je ena glavnih težav, ki jih imajo ljudje, ki se nezdravo prehranjujejo, oziroma kaj je en nasvet, ki ga najpogosteje daš, ne? Bom probal drugače zastaviti vprašanje. Če bi lahko samo eno stvar svetoval nekomu, ja? Katera bi to bila, ne? Glede prehranjevanja? Zmernost. Ne cukor, recimo, ali pa prav zmernost je bolj... Če bi dejansko bilo treba izpostaviti eno stvar, bi izpostavil zmernost. Predvsem zato, ker ni težava v sami hrani oziroma v samih snoveh. Okay? Težava je v količinah, ki jih mi vnašamo v svoje telo. Ok, to je zelo zanimivo. Ja. Recimo, zdaj, kar se meni zdi, oziroma razlog, po mojem mnenju, zaradi katerega je taka velika zmeda, je v bistvu ta, da iz vseh smeri zdaj letijo različne opcije oziroma različni načini prehranjevanja. Te so podprti z vsemi možnimi raziskavami in za temi pač stojijo strokovnjaki. Težava je pa, da se te najbolj priznani strokovnjaki ujamejo v past lastnega ega. Okay? Večina, ne vsi, si želijo biti tisti, ki bodo definirali, kater način prehranjevanja je najboljši. Okay? Samo en način prehranjevanja. In jasno, ljudje pač ne vejo, kje začeti, ne vejo čemu slediti, kaj prakticirati. Moje mnenje je pač takšno, da je to konkretna napaka in bi bilo treba stopiti korak nazaj. Okay? Kar lahko naredimo, tisti, ki želimo pač pomagati, da čim večji število ljudi zaživi polno zdravo življenje, je to, da pogledamo, kaj je skupnega načinom prehranjevanja, ki se smatrajo za zdrave. Okay? In to je tista ničla točka, če lahko tako rečeva, iz katere je treba izhajati. Okay? In zdaj, kaj je skupnega vsem tem načinom? Sigurno je to zmernost. Okay? Vsi izločajo enostavne sladkorje, poudarjajo, koliko pomembna je zelenjava, izpostavijo raznolikost, izpostavijo nepredelana živila, kakovostna živila, treba se izogibati alkoholu in tako naprej. In to je tisto, kar bi bilo treba pač
skupnosti predati, to je tisto, kar bi bilo treba skupnosti približati in najti način, da to pač čim večje število posameznikov sprejme. Od te točke naprej pa potem mi lahko, glede na lastno telo, odločamo o tem, katera različica oziroma katera varianta je tista, ki bo nam najbolj odgovarjala. Okay? Ne glede na vse, smo posamezniki in to, kar recimo dobro deluje zate, pa za tvoj življenjski slog, ni rečeno, da bo deloval tudi zame. Tukaj imaš verjetno v mislih kakšne te ketonske diete. Pa... Vse možne, od ketonskih, pa LCHF, pa low carb, paleo, nideni. Ja. In zanimivo je tako, da potem se zadnjič v zaprti skupini na Facebooku, ki jo imamo za naše sledilce, sem spremljal en pogovor, šlo se je za eno težavo, da se ne bom zlagal, mislim, da je bilo govora o holesterolu. Okay? In ker sem se pogovoru priključil malo kasneje, se je že med tem razvila debata. Okay? Meni je uspelo doseči super rezultat s tem in s tem načinom. Ja, meni pa s tem in s tem. In v bistvu so se ljudje začeli med sabo tako malo napadati in potem smo lepo razložili stvar. Ok, oba sta dosegla super rezultat. Se pravi, ne gre se za to, da je ena rešitev boljša od druge, ampak kar sta prav naredila so te in te in te in te stvari. In to so tiste, to je tisto, kar ostali iz skupine lahko. A te so bile skupne stvari? Skupne stvari, okay. Ja. Okay. Se pravi, malo sta pa še drugače in potem sta mislila, to so da je ta paket tako, kriv. Ja. Tako, neka razmerja med makrohranili so tista, ki bodo čudežno delovali, pač ne. Zmernost in ostale stvari so tiste, ki bodo prinesle rezultat. Se pravi, ti nekomu ketonske diete ne priporočaš kar tako. A komu sploh priporočaš? Ja, v bistvu situacija je taka. Mi, kar se tiče naših programov, skušamo v osnovi predstaviti zmeren pristop do življenjskega sloga, kar pomeni, da ne govorimo samo o prehrani, ampak izpostavimo tudi, koliko pomembno je gibanje, spanec, zdravi odnosi in tako naprej. In zdaj, če v skupini pride nekdo in reče, ok, ful se mi dopade ketonska dieta, sem poskusil, kakšno je vaše mnenje, nobenega problema. Ok, si poskusil, so dobri rezultati, lahko ti svetujemo, lahko ti pomagamo. Okay? Nikoli praktično ne rečem, to ni ok, tega ne početi in tako naprej. Razen, če gre zdaj za neke te trapaste diete, lahko tako rečeva. Dej, kar izpostavim. Recimo, ne vem, kaj je povezano, zadnjič je bilo v eni reviji dieta z zelnato juho, nekaj na to varianto in potem so ljudje samo zelnato. Samo tako in normalno je, da pač zgubijo težo, ker voda zapusti telo in tako naprej. Dobar, to so taki ekstremi, ki so tudi mainstream zdravniki lahko rekli, skoraj vsi, da so nezdravi. Tako, recimo, ne? Da nimajo neke pač smiselne podlage. Na dolgi rok. Okay. To mi je bilo zanimivo, ker si rekel, zmernost je ena stvar, ki recimo največ ljudi kiksne. Ne? Kaj pa ta intermittent fasting na splošno, to je post, ne? Tako. V bistvu, kaj pa tvoje mnenje glede teh stvari? V bistvu, ker je bilo v povezavi s tem predvsej vprašanj, sem se pred kratkim sam odločil, da se tega lotam, predvsem zato, da lahko, kot sem prej omenila, delim svoje mnenje. Okay? Sigurno gre za način prehranjevanja, ki ima zelo dobre temelje, tako kar se tiče preobrazbe kot zdravega življenja. Bi pa rekel, da ne gre zdaj to za neko čudežno rešitev. Največ teže je spet zadeva pridobila zaradi številnih rezultatov v povezavi z izgubljenimi kilogrami, ampak ko zadevo razdelamo, je pač to posledica nižjega vnosa kalorij, kot pri vsaki drugi dieti, ki prinese, oziroma načinu prehranjevanja, ki prinese rezultate. Gre za način prehranjevanja, ki spet izpostavi kakovostna živila. To ne pomeni, da bo v teh 8 urah, ko lahko jeva, pojedla vse možne opcije. In ja, se pravi, okno, v katerem lahko ješ, se bistveno zoža in posledično ljudje lažje pojejo manj hrane, če so striktni. Okay? Tako da, kar se mene tiče v začetni fazi, sicer to vejo vsi, ki se tega poslužujejo, prvih 14 dni mogoče malo zahtevnih, ker se še vedno kdaj pojavi tista lakota, ki jo je treba premagati v delu dneva, ko ne ješ. Kasneje pa v bistvu ni nobenih večjih težav, če je dobra organizacija tista, ki poskrbi, da pojemo pač vsa hranila, ki jih moramo. Kaj pa to stanje ketoze, ki se zgodi vmes? Ker rekel si, recimo, izguba kilogramov je bila samo zaradi
ali pa zaradi tega, ker je bilo manj vnosa kalorij. Ne? Ja. Nekje sem slišal, da je to stanje ketoze, ki je povzročeno z intermittent fastingom, tudi nekako porablja več maščobe, recimo zalog maščobe. Ja, tukaj je zdaj pomembno, da vedno ali so to članki, ali so to raziskave, pogledamo, kdo je raziskavo izvedel, kakšen je bil vzorec, na katerem je bila raziskava narejena, in pa predvsem, za kakšno časovno okno je šlo. Ker številne raziskave, ki se tega lotijo široko, oziroma zadevo pogledajo skozi daljše časovno obdobje, opazijo, da v bistvu lahko v začetni fazi izgubiš nekaj več kilogramov, ampak na dolgi rok bo prišla do približno istega rezultata. Okay? Okrog samega stanja ketoze je ogromno povedanega in se ga večkrat izpostavil kot posebnega, drugačnega in tako naprej. Ampak se je treba zavedati, da ne bo to tisto, zaradi česar hitreje pridemo do rezultata. Mogoče v začetni fazi, spet zato, ker se zmanjšajo glikogenske zaloge, organizem zadržuje manj vode in posledice so hiter upad prvih nekaj kilogramov. Ampak kasneje pa na dolgi rok ne pridobimo ogromno, tako da če je to edini razlog, pol je za razmisliti. Ja ali ne. Kaj pa, če si zdaj recimo nakopičva malo jeze, potencialno. Okay. Meso jemo, kaj je tvoje mnenje glede tega, vegetarijanstva, veganstva? Kar se tega tiče, bi v bistvu rad delil dve stvari. Prva je ta, da sam osebno se še vedno lovim okoli tega, da bi točno definiral svoj vidik. Okay? Sam osebno uživam meso. Se zavedam tiste druge... Pol si za. Definiral si ga, da si za. Tako. Vseeno pa ne bi upal spet smatrati oziroma izpostaviti, kaj ja in kaj ne. Predvsem zato, ker opažam, da v bistvu organizem odreagira na zelo zanimiv način. So posamezniki, ki jim eden od omenjenih načinov prehranjevanja enostavno ne odgovarja. Okay? Pojavljajo se poškodbe, pojavljajo se določena pomanjkanja hranil in tako naprej. Tako da v bistvu okrog tega, da bi zdaj točno rekel, to ja, to ne, enostavno si ne upam na tej točki. Tisto drugo, kar se mi pa zdi zelo pomembno, je pa to, da v bistvu posamezniki, ki se odločajo za katerikoli način prehranjevanja, morajo razumeti, da je treba zadevi priti do dna. Okay? Samo zato, ker je oseba, ki ti je simpatična in je slavna, dala izjavo, da se prehranjuje na tak način, to še ni tisto, kar ti potrebuješ. Okay? Treba bo definirati, treba bo slediti neki strategiji, treba bo pogledati, katero hrano umestiti na svoj jedilnik, da organizmu priskrbimo vsa hranila. V začetni fazi ne bo enostavno. Okay? Treba je zadevo raziskati. Zdaj, če se midva odločiva, da bova sledila veganskemu načinu življenja, zato da bova bolj zdrava, pa potem v bistvu prideva do tega, da je najin jedilnik nekako zelo neorganiziran. Ne vem, koliko dobrega sva naredila za telo. Zdaj, kar se tiče narave družbe, to je druga zgodba. Ampak ja, tudi tukaj se spet ujamemo v tisto spiralo, ki sva jo prej omenila. Strokovnjaki na eni strani, na drugi strani, ena stvar bo prevladala. Ja, pa tudi to, kar si rekel, moramo se spustiti noter pa raziskati. Ljudje nimajo časa, oziroma nimamo časa, iti se znanstvenike za vsako področje. In to področje prehranjevanja meni zadnja leta toliko fascinantno, ker nikjer v znanosti ni take diskrepance med poli. In ljudje so zmedeni. In zdaj, če rečeš, ja, moramo se poglobiti v to noter, zdaj bojo ljudje začeli raziskovati B12, vitamin, mislim, ljudje ne bojo. Ne bojo. Bojo eni avtoriteti sledili. To je dejstvo, ampak še vseeno ni časa, recimo, to doskrat rečemo. Moje mnenje je, da bi bil v bistvu način prehranjevanja ena od stvari, ki bi bila na listi prioritet. In ne gre se zdaj to mogoče toliko za samo raziskovanje, kot pa za to, da spremljamo svoje telo. Okay? Če vidiš, da ti manjka energije, če opaziš,
da se na tvojem telesu pojavljajo neki znaki, ki očitno sporočajo, da stvari niso na mestu, je mogoče čas, da se poigraš, testiraš kakšne druge stvari, narediš analizo svojega jedilnika. Zdaj ni treba čist v detajle in se znanstvenike, tako kot sva rekla, ampak že to, da v bistvu temu namenimo nekaj časa. Ja, sem pa lahko celo življenje v bistvu testiraš konstantno, ker ne veš, zaradi česa se tako počutiš, zaradi česa se dobro počutiš, zaradi česa se slabo počutiš. Tako pa, to naj pa v bistvu dodajaš pa odzemaš stvari. To naj pa pripelje še do ene druge stvari. So še drugi dejavniki, ki vplivajo na to, kako se mi počutva. Ja, kompleksno je to. Zelo kompleksno. In zato je mogoče spet tisto razmišljanje koristno, da se vrnemo k osnovam. Ker jaz najlažje tako naredim. Recimo, Miha, a ti se počutiš dobro? Ja. Ok, ful dobro se počutiš, imaš ful energije. Jaz bi tebe vprašal, kako izgleda tvoj dan, Miha. Daj ti meni povej. Okay. Od začetka do konca, prehrana, vadba, kako izgleda tvoj dan, pa tudi delo in odnosi. Zdaj, kar se tiče dela, sem mogoče pač ekstremen. In ne bi tega izpostavil kot nekaj dobrega za večino. Ampak dobro se počutiš? Ja, meni osebno, to sem hotel poudariti, meni osebno to odgovarja. Okay. Daje mi neko zadovoljstvo. Zdaj, zakaj je to zadovoljstvo? To so spet druge zgodbe. Ampak ja, dobršen del dneva namenim temu, da projekt, na katerem delamo, raste oziroma se razvije. V bistvu, odvisno od tega, kdaj začnem delo z strankami, oziroma od tega je odvisno, kdaj se zjutraj zbudim. Recimo en poprečen dan. Lahko danes pogledamo, prvi trening sem imel ob 6 zjutraj, se pravi, sem se zbudil 5:15, tako kot sva rekla, trenutno sem v fazi fastinga, tako da zajtrku nisem namenil praktično časa. Jutra, če je le možno, če nisem preveč utrujen, poskušam nameniti meditaciji. Kakšno vrsto meditacije delaš? Transcendentalna meditacija. Delam na tem, da bi prišel do tega, da 2-krat na dan po 20 minut oddelam. In v bistvu fasting mi to tudi olajša, zato ker je super, če zadevo izvajamo na prazen želodec oziroma da nismo po nekem obroku. In potem sem v bistvu danes tekom dneva čas namenil delu s strankami, potem ustvarjanju vsebin. Vse, kar se... Delo s strankami, to je 1-na-1. To je 1-na-1 coaching, Še vedno pač to delo mi je zelo všeč, zato kljub vsem ostalim nalogam sem se odločil, da del dneva namenim temu. Potem je pa današnji dan izgledal tako, da sem v bistvu začel oziroma nadaljeval z ustvarjanjem vsebin. To je povezano z maili. Se pravi, v tej fazi vse, kar se objavi na spletni strani, vse, kar se posreduje preko maila, je treba prepraviti oziroma spišem jaz. S pomočjo ekipe, ki mi glede na support, dogajanje na supportu pomaga z idejami. Torki so potem dan, ko je precej sestankov. V bistvu je dan, ko probamo uskladiti vse stvari, predvsem kar se tiče updateov. Pogledamo, kaj se je dogajalo na supportu, kakšna je situacija na marketingu, z vsemi skupaj naredimo pregled dogajanja za pretekli teden, kaj sledi v prihodnje. Po tistem sem v bistvu del dneva mesecem namenil še snemanju vsebin. Potem je bila ura končno 1, ko sem lahko šel na zasluženo kosilo. Po kosilu sem se pripeljal do tebe. Kaj si jedel za kosilo? Za kosilo sem jedel jajčno omleto. Ja. Se pravi, ti si zajtrk sam predstavil. Tako, zajtrk sem predstavil. Načeloma je tako, moj plan prehrane je večino leta zelo raznolik. Določen del leta si pa vzamem za to, da testiram različne stvari. In ko je v igri ta del leta, sem v bistvu zelo strikten, predvsem zaradi tega, da ne prihaja do pretiranih odstopanj. To so praktično nepredelana živila, temu je spravim čista živila, ker niso zelo mešana, kar se tiče makrohranil. In v bistvu je to neka rutina, ki ni čist po načelih raznolikosti, ker praktično vsak dan jem identično.
Okay? Vsak dan jem identično, zato da to rata oziroma nastane rutina, ki mi ne vzame preveč časa. Da ne razmišljaš, tudi mentalne energije ti ne vzame. Tako je, jaz vem, kaj recimo je treba kupiti v trgovini. Imam to srečo, priznam, da mi na pomoč priskočijo starši, praktično v trgovino ne hodim sam. Točno vem, kaj čez teden pojem, te stvari se kupijo in pač ne zgubljam časa, zato ker mi to toliko pomeni. Jajčna omleta je bila? Jajčna omleta, to je bil prvi obrok. Potem bom v bistvu zaužil riž v kombinaciji z pustim mesom, veliko skledo solate, ta je pač na jedilniku vsak dan, to je tisto, kar bi poskušal priporočati tudi ostalim. A jo kupuješ, super. Zato, ker pol greva naprej. A solato kupuješ v trgovini ali imaš kakšne načeloma je tako, da je domača opcija. Doma imamo vrt in kar se da, pač teh stvari poskušam izbrati iz domačega vrta, pač če v določenem delu leta ne gre, potem jasno trgovina, ampak se zavedam, kakšna prednost je to, kar se tiče same kakovosti. Tako da v bistvu to je potem naslednji obrok. Ta obrok je količinsko kar zajeten. Okay. A to je že drugi obrok? Tako. A ja, ti si prvo jajčna omleta je bila za kosilo? Tako. Samo jajčna omleta? Samo jajčna omleta. Zato, ker poskušam še vedno v tej fazi dneva krvni sladkor držati čim bolj pod kontrolo. Se pravi, ta glavni obrok sem umestil na jedilnik tik pred treningom, zato ker bom ta presežek energije oziroma ta boost uporabil za to, da oddelam trening. Okay? Potem po treningu si bom privoščil beljakovinski šejk. Okay? Mogoče še nekaj sadja. Tukaj se v bistvu najbolj poigram, če lahko tako rečeva. Potem za večerjo pa načeloma večinoma spet jajčna omleta. Tako da to je zdaj ta del leta. Okay. Sicer pa, tako kot sem prej omenila, jaz se poskušam fokusirati na kar se da nepredelano hrano. Se pravi, a sladoled pa ješ, kaj Netflix gledaš? Tako. Luč ugasnem in pol je to. Ni nobenega problema. Pol je romantika. Ja. Sladoleda. Okay, zdaj, ko smo imeli sladoled, mi je cool, da se to izpostavil. Tudi jaz ti pač tekom tedna privoščam obrok. Pač po izbiri. Ampak tudi pri tem obroku skušam biti pač zmeren. Okay? Ker opažam to norijo okrog dneva, ko se ljudje čist spustijo, nore količine, vse možne. To ni stvar, v katero pač verjamem in mi je zgrešena, ampak ok, to so pač odločitve posameznika. En obrok imaš na teden, tako, je cheat obrok, ni cheat obrok. To je zdaj v tem segmentu, ko res skušam pač stvari slediti, upravljam tudi analizo na DEXA skenu, zato da ves čas vidim, kakšna je situacija z deležem mišične mase, maščobe, to je pač čisto za moje veselje. In s pomočjo teh informacij tudi lahko pol posameznikom dejansko povem, kaj se dogaja z mojim telesom. Okay, to je zdaj pač nek tvoj dan, ne? Oziroma, pozabila sva še omeniti, da bom tekom dneva, zdaj, ko se vrnem domov, bom načeloma oddelal trening. Okay? Po tistem, če ni, se pravi, to bo ura načeloma 7-8 zvečer, če ni kakšnih res pomembnih stvari, se potem odpravim domov. Če je le opcija, si preberem oziroma najdem čas za branje. Tega si želim bistveno več, tako da mogoče tudi pri svoji organizaciji izboljšam določene stvari, tega se zavedam. Če bi pa prišlo do tega, da so stvari, ki so vezane na timing, se bom vrnil nazaj v pisarno, stvari probal kar se da dobro pripraviti. Zvečer so to predvsem lažje stvari, ker oba veva, da zjutraj je pač del dneva, ko je fino oddelati tiste najbolj pomembne taske. Ampak vseeno, če se nabere, je treba pol na neki točki tudi ostalo podelati. Kaj pa bereš trenutno? Trenutno berem Never Split the Difference, Chris Voss, se pravi, to je knjiga o pogajanju. Gre za, mislim, da je bivši agent FBI-ja, tako, in v bistvu na zelo tak prikupen način razloži, kako smo ljudje praktično ves čas v pogajanju, kakšne so taktike, na kaj popaziti, tako da... Se boš pogajal za plačo? Sam sabo, ogledalo. Kdaj pa hodiš pol spat? Ker zadnja leta opažam,
Ne vem, ali je začela Ariana Huffington, ampak kar nekaj jih je. Nekaj jih je bilo, ki so začeli, ali je bil en znan TED Talk, ki je o spanju bil. No. Ampak zadnja leta se ful govori o pomembnosti spanja. Kaj je tvoje mnenje glede tega v povezavi z celim tem življenjskim slogom in zdravim načinom življenja? Pa kdaj ti, kakšna je tvoja rutina spanja? Kar se tiče moje rutine spanja, če tukaj začneva, lahko rečem, da sem se v zadnjem času konkretno izboljšal. Okay? Poskušam iti spat okrog 10-11 ure, zato da prideva potem do nekih teh 7 ur spanja. Izkazalo se je to normalno za zelo dobro potezo, predvsem kar se tiče efektivnosti pa osredotočenosti, pa tudi kar se tiče same komunikacije. In v bistvu zanimivo je, ko recimo, sploh če delam z nekom 1 na 1, vsi pričakujejo, da bo takoj na začetku kaj pa ješ in to in gor in dol, v bistvu vprašam, kako je s pancem. In je vsem tako ful zanimiv. Nekateri sploh ne vejo takoj, pa malo začnejo ja, pa kakor kdaj, pa mogoče 5, pa 6, pa tako naprej. Ampak navade, ki so povezane s spanjem, so v tesni povezavi z našim hormonskim ravnovesjem. Okay? Hormoni so pa praktično prenašalci informacij. In v bistvu na neki točki v dnevu ni važno, koliko močno si midva želiva nekaj doseči. Če hormoni ne bodo na pravem mestu, bo apetit recimo enostavno premočen, okay, ker organizem želi preživeti in pač midva popustiva, kiksneva. Posledično, zaradi slabega spanja se kopiči vse več maščobe. Zakaj? Zato, ker organizem to smatra kot stresno situacijo. Organizem ne loči, v preteklosti nas je, lovil medved, okay, stresna situacija, ki je trajala zelo kratko obdobje, ali nas je medved pojedel, ali pa smo šli. In v bistvu organizem ne loči med stresno situacijo, če je pomanjkanje spanca. Okay. Zanj je to ista informacija, nekaj ni ok. In ko nekaj ni ok, je edina moja naloga, da preživim. Zato vse procese, ki niso pomembni, probam upočasniti in se fokusiram samo na to, da hitro razmišljam, da sem učinkovit, ker bom to itak počel kratko obdobje. Ampak danes temu ni tako. Je kronični stres in se ljudje soočajo pač številnimi težavami, zaradi katerih iščejo vse možne pomoči. V resnici bi pa ogromno naredili, če bi se zelo dobro naspali. In ja, v povezavi s spanjem je v zadnjem času vse več in nekih podcastov, knjig, vseh možnih stvari, ker so se ljudje dejansko začeli zavedati, za koliko pomemben del življenja gre. Od kognitivnih sposobnosti do presnove, skratka, vpliva na vsa področja življenja. Pa ne samo težava, kar se tiče količine spanja, precejšnja težava je tudi s kakovostjo, oziroma s kakovostjo spanja. Oba veva, kaj počne večina posameznikov, preden se odpravi spat. Seksa? Ne, se ne. Ne, to ne. Večina. Pa bi bilo super, ampak okej, ja. Telefoni, televizija, skratka, ogromno ene svetlobe. In če pogledava čisto iz narave, ko je bilo ogromno svetlobe, pač se organizem ni pripravljal na spanje. Mi pa dejansko gledamo 5 minut, preden gremo spat v telefon in potem pričakujemo, da bomo v trenutku zaspali. Okay? In tudi posamezniki lahko da zaspijo zelo hitro, ampak je ta spanc tak plitek, ni učinkovit. In kaj se zgodi? Zjutraj se zbudimo, pa rečemo, 7-8 ur smo spali, še kar se počutim slabo, brez veze. Zakaj ne bi še malo po konc, pa pogledal serijo, pa naredil še par stvari. In zato je zelo pomembno, da spanje spet pogledamo malo širše in vsaj prostor, v katerem spimo, prilagodimo temu, kar v tem prostoru načeloma počnemo. Okay? Se pravi, zato se vedno poudarja, da je prostor kar se da temen, da v prostoru ni nobenih naprav, ki oddajajo svetlobo. Včasih mogoče kdo reče, ja pa se je mogoče samo kakšna lučka, ki malo utripa. Katastrofa. Raziskave so pokazali, da če za koleno usmerimo snop svetlobe, je že koža sposobna absorbirati in ni to toliko učinkovito, kot bi bilo lahko. Se pravi, veva pa, ne sproža se melatonina. Tako. Poleg tega je super, če je prostor v nekih temperaturnih okvirih, ne da je ful toplo, ker je praktično nemogoče kakovostno zaspati. Poleg tega je pa super, če se pred spanjem na nek način umirimo.
Okay, lahko je to poslušanje umirjene glasbe, lahko je to branje, lahko je to meditacija, ker tako kot se recimo pripravimo na trening ali pa na pripravo obroka, je super tudi, če se pripravimo na spanje. Okay? Še predtem, ko gremo gledati film, si pripravimo recimo kokice pa pijačo in tako naprej, ko gremo spat, pa želimo to tako narediti zelo na hiter. Mislim, meni se je življenje spremenilo, ker sem se preselil sem in ta pojsla, se pravi ta velika pojsla v spalnici, nima vtikača zraven pojsla. In to je nekako pomenilo, da nisem mogel telefona polniti na nočni umarci. In to je posledično pomenilo, da nisem bil na telefonu, prej sem šel spat. In to veliko ljudi reče, ampak to je treba res probati, da vidiš, kakšno razliko naredi to, ne samo s spanjem, ampak v tvojem življenju. Na splošno, Ja, ker si bolj naspan, ne zazehaš niti enkrat po dnevu. Nikoli nisi zaspan popoldne. Energije imaš ful več. Tako da jaz dejansko spim 8-9 ur na dan, pa alarma nimam že zadnjih 5 let. Ko se zbudim, se zbudim. In dejansko se zdaj zelo zgodaj zbujam. V 7-8 sem že po koncu. Ni mi več do spanja, ni mi več do poležavanja. Takrat, ko se zbudim, začutim energijo v telesu in takrat ostanem. Ni tiste utrujenosti. To je praktično vrhunska poteza, če bi si pač tudi ostali recimo lahko tako oblikovali dan, da praktično se zbudimo brez budilke, ker veva, kako je, ko začne zvoniti budilka. Mislim, to je... ali pa se da saj tako budilko, ki te ne vrže iz postelje. Oziroma vsaj to, da je ena budilka. Te variante na vsakih 8 minut mi zvoni celo uro, zato da si lahko vzamem čas in se zbudim, mislim, to je katastrofa. A tisti Oura Ring si testiral, kaj ga ima Matej? Oura Ring nisem testiral, sem pa testiral Whoop. To mi je on omenil, da imaš ti in da te moram poprašati, ker sem razmišljal o nakupu tega prstana. Tako je, v bistvu iskreno prsten mi ni bil najbolj praktičen. Zato, ker med treningom ga načeloma bi ga bilo fino dati dol, dočim ta pašček je zelo tako pač. Je tak športni. Tak športni, v bistvu niti problema, če greš plavat, karkoli taga, zadeva lahko ves čas gor. In opazil se je pač tako zelo, zelo lepo nazorno pokaže, kaj se dogaja. Med spanjem. Med spanjem. Kaj se dogaja recimo na noč, ko se recimo večkrat zbudiš. Koliko manj je deep sleepa. Kaj se zgodi recimo, ne vem, če spiš krajše obdobje in tako naprej. Ker pri spanju je tudi to problem. Večina ga smatra, od ponedeljka do petka spim malo manj, potem pa soboto, nedeljo nadoknadam. Pravijo, da spanje pa finance niso enake, Takrat lahko malo več zapravim, kot imam teoretično, pa pol zvorbam. Pa odnosi tudi niso tako. Tako je. Tako da pri spanju je pa ta konstanta zelo pomembna. Ker tudi to, kar si samo opazil, ko si začel spati določeno obdobje, si prej omenil, da v bistvu se že zdaj kar malo prej zbudiš. Ker tvoj počitek postaja vse bolj učinkovit. In lahko se zgodi, da mogoče ostaneš še nekoliko prej, čez čas. Ker boš svoj organizem res prepeljal. Samo moram alarm dati. Ne, da se boš sam zbudil prej. Da bi sam. Od sebe. Ker spet je tako, zdaj v enem tednu ali pa 14 dneh se naspad pa rešiti vse za nazaj, za leta in leta, to ne bo šlo. Spet treba bo prilagoditi življenjski slog, če želimo ta delček zoptimizirati, pa ga maksimalno izkoristiti. A te nimaš zdaj gor? Trenutno ne, ker se polni. Ampak jo poskušam pač nositi. In si zadovoljen? Ja, meni je super, predvsem zaradi tega, ker me te stvari zanimajo. V bistvu sem tudi zelo hitro dobil podatke, ki sem jih potreboval, kako kakšne stvari vplivajo. Spet pri tem mi pomaga ta rutina. Ker težko rečem, ne vem, mogoče sem kaj takega pojedel. Če veš, če se eno in isto jem, pa če so vse ostale stvari relativno podobne, lahko potem rečem, ker sem spal 4 ure namesto 8, je to tista glavna razlika, da se je zgodilo to in to. Pa veš, v bistvu lahko takoj linkaš, zakaj se počutiš malo slabše. Lahko povežem. Če imaš vse stvari. Lahko povežem. Ker mogoče tukaj v povezavi s spanjem, prej si omenil ogromno teh negativnih stvari, še ena je pa ta, da v bistvu trpi komunikacija. Lahko narediva zelo preprost test, če se boš ti tekom 8-urnega počitka 5-krat
zbudil, okay, pa vstal za 2-3 minute, boš naslednji dan, mislim, to te bo lahko nekdo malo bolj grdo pogledal, pa bo stvar ful narobe izpadla. In potem ljudje se sprašujo, zakaj pa je danes taka ali pa taka, kaj pa se je zgodila, sem kaj narobe rekla, naredila, a ne? Ampak ne, pač spet, stresna situacija, tako ful. Ja, kaj pa to, kar si rekel, ta dan, ki imaš, ne? Na čem delaš trenutno, ki bi si želel še izboljšati? Ne? Kaj manjka tukaj v tem dnevu? V tem dnevu manjka čas za študiranje stvari. Tako kot si prej omenil, ogromno je zdaj nekih raziskav in zelo rad pač pogledam levo in desno stran in združim zadevo v neko celoto, ki jo lahko predam posameznikom. Poleg tega bi rad najdel še več časa za odnose, se pravi druženje in s punco in s prijatelji, predvsem zato, ker tudi za te odnose potrebuješ pač energijo, super je, če si spočit, naspan, zbran in tako naprej, ker je drugače, ali si ti samo v nekem krogu ljudi, ali si dejansko z njimi. Pa mogoče bi si želel še malo več časa za ustvarjanje novih vsebin, ker v bistvu to je tisto, kar mi največ pomeni. Super. Kaj, recimo, ko pogledaš nazaj celo to svojo zgodbo, lahko je tudi pred tem projektom popolna postava, kaj je bil tvoj nekak najljubši fail, ki si ga doživel? Najljubši fail? Ali nisi nobenega faila doživel? Ne, failov. Kar jih želiš, ampak v bistvu, veš, kako se bi rekla, mogoče ni fail, ne, mogoče je sam najljubši usmeritev. Ja. Najljubši fail, pa mogoče lahko rečeva prvi video, ki sem ga naredil. Ok, ja. A se ga da videti? Seveda se ga da videti. Po linku spodi. Super. Kaj pa je bilo? Mislim, tako, ne, fail, če danes pogledam na to, kako je bilo pač povedano, pa pripravljeno, se večkrat vprašam, zanimivo pač, da si je kdo od teh, ki je videl ta video, pogledal še naslednjega, ne? In tudi vem, pač, ko smo to pripravljali, je bilo to ful smeha in tako naprej. Ampak je pa to tisto, kar mi je dalo vedeti, pač treba je začeti. Treba je začeti, v štartu bo težko, slabo, smešno izpade in tako naprej, ampak čez čas se šele pokažejo pravi rezultati. In to je mogoče tudi tisto, kar manjka v naši družbi. Namesto tega, da bi se nekomu, ki je stopil iz te cone udobja rekel, top, bravo, super, poskusil si, se ga začne zaničevati in se v bistvu izpostavlja samo tiste, ki so uspešni. Ampak ko gremo midva gledati te uspešne, vidva, kaj so počeli v preteklosti. In v bistvu sem ful vesel, ko berem recimo, ne vem, kakšne članke ali knjige o posameznikih, ki so danes uspešni oziroma se smatrajo za uspešne in iskreno povejo, kaj vse je šlo narobe, kaj vse so počeli, s čim so se soočili in tako naprej. In v bistvu, če bi to ljudje začeli sprejemati kot nekaj dobrega, bi verjetno marsikdo pozabil na to opcijo, kaj bodo pa drugi rekli in bi naredil tisto, kar si želi. Ja, to je zelo res, ja. Se mi zdi, da je to tudi na neke vrste dober test, ki ti ga da življenje, da te malo povpraša, a ti resno misliš s tem, ne? Ker po moje, če bi bil preveč na easy mode v life, ali pa ustvarjanje, ali pa začeti neki, ne? Tudi ne bi bilo dobro, ne? Če bi jaz začel neki, pa bi mi vsi, jaz vem, da nisem dober recimo na začetku, ker ne moram biti na začetku dober, ker šele začenjaš. Če bi ti vsi že ploskali, pa spodbujali, ne? In je to malo spavali. Ja, bi mogoče prehiter ego zrastel, ne? Mogoče pa dobro, da te malo stestira svet. A ti res verjameš vase, pa v svojo idejo, pa v to, kar hočeš skomunicirati s svetom. Ne? In ta test je, ne? Pač vedno bojo ljudje, ki bojo dol tiščali. Ne? Vedno bodo, pa za vsak uspeh je pač treba plačati ceno, to je enkrat ena, to se večina ne zaveda. Sploh v današnjih časih je to iz danes na jutri si želim uspeti. Instagram, YouTube in tako naprej. Ali pa shujšati. Ja. Karkoli, praktično imeti lep odnos, vse, a ne, vsi na Instagramu ga imajo, pa vsi imajo fulfletne familije, pa nobeden se ne krega. Ampak ja, bistvo je pa v bistvu čist nekje druge, a ne. Ampak mogoče iz tega zornega kota pogledam, kaj za družbo bi pomenil, če bi se dejansko
še več posameznikov požvižgali na to, kaj rečejo ostali, pa bi sledili tistmu. Se vem, da ne moramo zdaj vsi početi vsega, kar si želimo in je to nek sistem, da je tako, kot je. Ampak vseeno, ne. Zdaj verjetno tudi tebe, jaz sem prepričan, da bo v Sloveniji, potem, ko si ti začel s svojim podcastom, da bo ogromno ljudi pač to poskušali. Ne? Ampak večina jih bo, zakaj? Ne? Zato, ker se reče, super, Klemen ima ogromno pač dobrih reviewjev, Klemen ima same super goste z mojo izjemo. In jaz bi tudi to, a ne? Ampak večina pa pozablja, da je Klemen leta in leta verjetno pač študiral stvari, zato da lahko postavlja neka smiselna vprašanja, da je spoznaval ljudi, da je razmišljal o tem, kako opremiti prostor, kako povezati zadevo in tako naprej in tako naprej. A ne? Ja, v bistvu se strinjam s tabo. Do določene mere je to potrebno, ne? Leta in leta to. Ampak v bistvu tudi, če tega ne bi bilo, pa vprašanja niso ne vem kakšna, pa to v bistvu improviziram, ne? Okay. Najbolj pomembno je tisti začetek, kad ti v bistvu enormnemu strahu ne pustiš, da prevlada. Ne? Jaz, preden sem tole začel delati, ne? Okay. Tvoj en del mene začne z vsemi razlogi, zakaj je to zelo slaba ideja. Kaj si bojo ljudje mislili, je največja. Ne? Ljudje bojo rekli, kdo pa ti misliš, da si, da v bistvu sploh take informacije daješ. Ja. Ne? Ampak tukaj se mi zdi, da se večina ljudi zatakne. Ne pri temu, nimam še ne vem kakšnih izkušenj, pa to nima toliko veze, se mi zdi. Nima toliko veze za začetek, ampak ima v bistvu vezo za kasnejši uspeh. To je tisto, kar se mi zdelo najbolj pomembno, da vejo. Ok, super je, premaga strah, začneš, ampak mogoče ti ne bo toliko hitro uspel kot nekomu, ker je bilo predtem še marsikaj narejenega. Se pa strinjam, da to ni nujno, da začneš. In v bistvu ta trening, kaj si mislijo ostali, a ne? To je nekaj vrhunskega, če spet počneš na dnevni osnovi. A ne? Jaz sem prepričan, da posameznika ves čas mora biti malo strah oziroma mu mora biti malo neprijetno v nekih zdravih okoliščinah, če želi napredovati. Ker veš, da vsaka nova stvar, ki jo naredimo, je bila v preteklosti nevarna. Danes je pa pač nujna, če želiš doseči nekaj, kar si želiš. Ne? Se pravi, da si vedno mali z cone udobja, ne? Ja, ker mogoče cona udobja, za moje mnenje, ni najbolj posrečen izraz. Super bi bilo, če bi rekel cona navad ali pa poznana cona. Ja, poznana, ker, a veš, tudi recimo, če sta dva v nekem nezdravem odnosu, je v bistvu to cona udobja. Zakaj? Zato, ker oseba ve, koga poklicati, ko je težko, ve, kaj narediti, ko gredo stvari narobe in ni tukaj udobje, a ne? Je samo poznano okolje. A ne? In tudi tukaj je pol treba stopati ven iz tega, kar je neprijetno, zato da bo na neki točki boljš. To mi je bilo zelo zanimivo, ker si rekel zaradi uspeha, pa bi se rad malo tukaj ustavil, ker sva tudi začela s tem. Rekel si, recimo ljudje gledajo nekoga in rečejo, jaz bi tudi bil rad uspešen. Ampak se ne zavedajo, da oni to definirajo kot uspeh. Ne vejo pa, da ta, na katerega gledajo, mogoče si misli, da sploh ni uspešen. Ful je vse v perspektivi uspeha. Kar sem jaz pri sebi opazil, pri ustvarjanju, recimo, lahko je to ta projekt, lahko je to en drug projekt, je, da je fokusiranost na uspeh lahko pogubna stvar. Ker ne vem, če se bi ti strinjal z mano glede hujšanja. Če si ti fokusiran na rezultat, spravi, jaz to delam, jaz dale zdravo jem zaradi rezultata. Jaz dale treniram zaradi rezultata. Enostavno ne boš mogel na dolgi rok to vzdrževati, ker ko bo prišlo težko, ti tega rezultata še nimaš. In lažje je uživati v temu fucking procesu. Tako. In zdaj, če jaz tega ne delam za neke vjuje vnaprej, ko mi čakam, ko bom imel 20,000 vjujev, ko mi čakam, ko bom imel, ne. Ampak že samo to stvar, midva zdaj, ko snemava, tudi če ne bi objavil, ima nek užitek v temu. Ne? Definitivno. Ne? Tako jaz gledam na to. Ne? Se lahko, mislim, jaz iz lastne perspektive tudi povem, a ne, ko si me povabil, to, kar smo se, mislim, fantastično, jaz bi z veseljem, ampak takoj, ko si mi to napisal,
je bil trenutek, ko sem rekel, ok, sam tam so bili pa te in te gosti, a ne? Okay. A sem jaz res dosti dober, da lahko pridem sem, se usedem in s tabo pač govorim. To me je ful presenetilo. Ja, a ne? In to je pol spet zakaj pa jaz mislim, da ne bi bil dosti dober. In sem rekel, ok, mogoče pa to informacijo ali pa eno od informacij uporabi samo en posameznik, pa mogoče doživi neko spremembo pozitivno v življenju. Konec koncev je to tisto, kar moram narediti, oziroma če se jaz potrudim, pa tukaj sem z glavo in poskušam dati dobre odgovore, oziroma tisto, v kar verjamem, je to praktično kljukca. Ja, ker v bistvu meni se je zgodilo to, da recimo sem eno epizodo posnel, pa sem rekel, ok, ta epizoda pa mi ni bila toliko všeč. A to zdaj že v tej najni govoriš? Ne, ne, tole mi je super. Ampak ko sem imel recimo, ta je bila pa malo slabša. Sem se začel učiti, da je bila slabša samo zame, ker ljudje, ko so mi pisali, ni bilo popolnoma nobene razlike med epizodo, ker sem jaz mislil, da je najboljša. Okay. A veš, ne? Zanimivo. In mi hočemo s svojimi očmi, s svojim filtrom definirati resnico. Veš, kaj mislim? Ti si zdaj rekel, to so tebi vse znane stvari. Ja. Mogoče se ti zdi basic, ampak nekomu bo to ful nova stvar mogoče, ali pa mu bo čist perspektivo obrnila. In bo točno tvoja informacija to naredila, ne pa od enega, ki ti misliš, da je bil ful dober na tem podcastu. Ne? In klej se moramo malo, po moje, spustiti dol. Naš ego konstantno misli, da imamo resnico, da vidimo pravilno. Ne? V bistvu te pa doskrat lahko omejuje v življenju. Ne? In pol zavrneš kakšno stvar, Ja, pa v bistvu zavrneš tudi ne samo priložnosti, ampak recimo zavrneš tudi potencialne odnose. Primer, ker je na mojem sistemu vrednot trdo delo zelo, zelo visoko, se pravi, če jaz gledam izključno iz moje perspektive, to pomeni, da posamezniki, ki niso pripravljeni 12 ur na dan delati, ne spadajo v moj sistem. Kaj to pomeni? To pomeni, da verjetno v tem sistemu ne bo nekoga, ki ima dobre sposobnosti postavljati vizijo. Zakaj? Zato, ker ti ne moreš vizije postavljati 12 ur na dan. Okay? Ampak je to ena taka specifika, brez katere ne more zrasti velik projekt. Okay? Lahko da je nekomu zelo pomemben prosti čas. Če ga jaz začnem gledati spet skozi lastne oči, rečem, ok, ta se heca, ne izkorišča svojega potenciala in tako naprej. In ni pošteno do drugih, da vse gledamo skozi lasten sistem vrednot. Ja, mogoče pa glih obratno. Nekdo, ki ful ceni prosti čas, je že šel čez to, ki je garal, lahko. Pa je videl, da to ni point v življenju. Pa zdaj jaz ne pravim, kaj je, ker ne vem. Vsak za sebe lahko samo reče. Ne? In mogoče na tebe gleda kot ti pa preveč garaš. Mislim, to je pa, ali tako se bo še videl. Ja. Ker tudi recimo te situacije so mi dostkrat zanimive, pa so mogoče zelo skrajne, a ne? Ko ljudje leta in leta in leta namenijo nekemu projektu, da bodo dosegli tisto točko, pozabijo na ta užitek, ki sva prej govorila v samem procesu. In tako predstavljam si, da grejo v hrib in ko pridejo do razgleda, si rečejo, a to je to. To sploh ni to, kar sem si jaz predstavljala, leta in leta sem vrgla stran, ki bi jih lahko namenila ne vem čemu samo. In konec je res point v trenutku pa v procesu. Ja, v procesu, ja. Če vidimo, da to ni tisto, kar nas, vse si mora priznati, ni vedno lahko pa lepo, okay? Ampak če v osnovi ni to nekaj, kar nas pele naprej. Jaz mislim, da je vedno lepo, pa sam mi tega ne vidimo. Ne? So pa trenutki, ko ne vidimo tega. Ne? Bolj to, imaš prav. Ja. Ker je spet, kot so prej rekla, vsaka ta situacija lahko da nekaj ful lepega, če ji daš priložnost. Se včasih boli, pa res težko to vidiš, pa se vprašaš, to pa ni tisto, kar sem jaz verjel, ampak mogoče čez čas, ko pogledaš nazaj, vidiš, da je pa, wow, hvala, da se je to zgodilo. A bi šel še enkrat delati podjetje? Ja, 1000-krat. Kad dosti podjetnikov, ko vprašaš, zdaj pa greš nazaj na točko nič, v podjetju, no way, ker je to problemov vidijo, ampak ker ti pa s to naivnostjo nekako začneš, ker ne veš, koliko bo težko. Doskrat smo rekli tako, kako zanimivo bilo, če bi čisto vse teske, ki smo jih začeli od začetka do konca, napisali pač na eno steno ali pa na eno tablo. Koliko tega je, da bi ljudje lahko mogoče dobili občutek, kaj vse je bilo treba narediti. Ampak ja, zakaj bi šel še enkrat čez vse to? Predvsem zato, ker sem prepričan, da sem skozi ta projekt konkretno zrasel.
Tako konkretno, predvsem sem pa lahko rečemo natreniral to, da stopam iz cone udobja. Pa mi je bilo ful strah, recimo, ne vem, moj največji strah je javno nastopanje. Tako, mislim, grozno. Ne? In zadnjič je bilo prvič tako, da so mi povabili na neko predavanje, na katerem bi nasplošno povedal o spanju. Itak, takoj, ko je prišla prošnja, nimam časa, nisem ta prav za to, nikoli nisem javno nastopil. In preden se je to začel, sem imel se pravi, ta pašček in ta pašček pokaže tudi utrip. Mislim, to je bilo neverjetno. In kar se mi je zgodil, najhujše, prišel sem tja in takoj, ko sem stopil skozi vrata, je bil to že prostor, ker sem pač mogel začeti govoriti. In tam ni bilo osebe, ki je bila z mano v kontaktu in je bilo pač tako, ti si ta, ja, dej, pač se lahko začneš govoriti. Okay. In kaj si pa ti pričakoval? Prišel bom noter, sprejela pač, bo ena oseba. Tako, recimo, bo rekla, ok, in potem bo prišla gor in bo rekla, zdaj nam bo pač Miha povedal par stvari o spanju, Miha izvoli in potem bomo 3 minute, da se prepravim. In čim je nekaj drugače, to je spet scenarija. A veš, naš pogled, kako bo. Kako bo. A nikoli ni tako. Nikoli, a ne. A se sploh splača že prej vse to, ampak to je tisto, a ne. Kaj vse v življenju naredimo in kaj nas pripelje do tega, da na ta način razmišljamo. Spet je pa treba biti mogoče malo nazaj, pa se vprašati, ampak to so spet tiste druge teme, zakaj nekdo misli, da ni dosti dober oziroma da ničesa ne more narediti in tako naprej. Ja, to je konstantna borba s samim sabo. Mislim, to mi je ful zanimivo, da si rekel, da te je strah javnega nastopanja, ker pred kamero si ful suveren. Ja, veš, tako je, na začetku recimo, tako smo imeli tisti prvi video, ampak čez čas pa to rata trening. Oseba, ki te snema, je vedno ista. In s to osebo ti rataš pač sproščen. In potem se zgodi, da pride še mogoče tretja oseba, ki bo poskrbela za neke detajle, a ne? In je to kar tako, nekaj novega, pa neprijetno, a ne. In ja, tako kot si rekel, večina reče, boš ti povedal, si itak navajen govoriti, a ne. Ok, sem navajen govoriti pred kamero, pred točno to in to osebo. Ja, v teh pogojih. Ampak sem prepričan, če bi zdaj, ne vem, vsak teden imel nekje nastopanje, da bi sigurno pač postajal boljši in boljši. In če bi še imel interes v to vložiti neko energijo, se na tem področju izobraževati, sodelovati z nekimi strokovnjaki, bi pač sigurno to šlo v smeri boljših rezultatov. Ampak spet ta trening, da sem stopil iz cone udobja, je tisti, ki mi pač omogoča, da to počnem dan za dnem. Kako se pa soočaš z negativnimi komentarji, recimo, kad ti se izpostaviš javno, tebe snema, kakor si omenil nekdo, potem date to na YouTube oziroma na svojem portalu imate, ne? Kako si, a si imel kakšne probleme s tem? Ja, konkretne. Okay. Na začetku sem bil jaz prepričan, da pač to, kar bom pa jaz rekel, bo pa vse super fino fajn, ne? In za vse ljudi. Za vse ljudi. V vseh časih in prostorih. Miha bo super in sploh ne bo nobenega. On se itak trudi in zakaj bi nekomu, ki se trudi, kdo rekel, karkoli slabega. In potem se je začelo tako, da smo svoje vsebine tudi delili na portalu Siol. Okay? In oba veva, na teh portalih je komentiranje omogočeno anonimnim osebam. In jaz sem se enkrat usedel in se nekaj pa jaz komentarje brati, tako z nasmehom, a ne, to bo super zdaj za dopamin, tako. Aha, za ego boost. Za ego boost, ampak je bilo kontra, a ne. Je bilo kontra in jaz sem želel vsem tem posameznikom ugoditi, razložiti, pokazati, da imam prav in tako naprej. In ja, na začetku je bilo naporno pač zame, sploh zaradi tega mojega pogleda. Pol čez čas sem se pa tudi s pomočjo ostalih sprijaznil, da nikoli ne bom všečen vsem. Sem se pa odločil, da bom poskušal biti kar se da učinkovit. In kot sem prej omenila, je to tisto, kar skušam doseči dan za dnem. In dejansko se mi zdi, da je bil tudi to neke vrste trening, ker danes me redko kjer komentar lahko vrže tako iz. To, ki je bil dober trening, to, ki je bil močen. To, ki je bil močen, dejansko. Na teh portalih je zelo zanimivo, ker karkoli tja objaviš. Karkoli, kdorkoli. Lahko objaviš dojenčka, ki dela salte, pa bo folk kritiziral. Tako. Dejansko. Ja, in zdaj, ko grejo prehrani, pa to. Ti si pa pričakoval, zdaj bo to super. Hvale spev, Miha tu. Tako. Ja, zanimiv. Res, in tako mi je pač to ratal, pač, če se to da natrenirati. Trdo kožo dobiš. Res, to je tako, ful.
Ja, Miha, upam, da boš še naprej to ustvaril, kar ustvarjaš s tema dvema kolegoma, pa zdaj vas je itak več, ne? Zdaj nas je 18, ja. Ja, mislim, da delate ful dobro stvar, ne? Ker ful mi je všeč ta celostni pristop k kvalitetnemu življenju, recimo, ne? Ja. Tako da sva na vezi, ne? Hvala za feedback, pa upam, da ti isto nadaljuješ na svoji misiji. Definitivno. Hvala, Miha. Hvala tebi.